Dobrodošli na Sport klubu. Danes v malce drugačni studijski obliki, ampak na prav posebni lokaciji je v moji družbi Neven Spahija, zelo dobro poznan hrvaški košarkarski trener, ki je v recimo 30-letni trenerski karieri, v članski vrsti nekako deloval v različnih državah, različnih kulturah. Pogovarjala pa se bova seveda o Euroligi, o NBA ligi, o trenutni situaciji v Evropi in seveda tudi o njegovi karieri, ne nazadnje tudi o Luki Dončiću. Neven, dobrodošlica na Sport klubu. Hvala lijepo. Dejal sem, dolgoletna karijera je na nek način že za vami, ste v dobrih trenerskih letih, lahko rečemo zelo izkušeni, marsikaj ste dali čez, ampak sam bi se vrnil ne čisto na začetek, mogoče v obdobje, ko ste bili prvič v Sloveniji. Delovali ste kot vodja mladinskega pogona pri Olimpiji in potem bili tudi pol sezone pomočnik Zmagu Sagadinu. Da, upravo tako kako ste rekli. Točno tako. Ja bi čak kazao Sam da bi je celo to dejal, najbitniji da je to prelomnica moje karijere. Prekretnica u mojoj karijeri. Imel sem to srečo, da me je Zmago Sagadin poznal z preteklih trenerskih seminarjev. Ko se je mesto izpraznilo, sem dobil poziv in delo z Zmagom Sagadinom je bil prelomni trenutek moje karijere. Raditi sa Zmagom Sagadinom u tom momentu je bila velika prekretnica u mojoj Dejal karijeri. bi celo najpomembnejši Ja bih rekao trenutek. možda najbitniji moment. To je bila sezona 99-2000, sezona, ko je Olimpija tudi v Evropi imela ne samo ime, ampak tudi neko energijo s tribun, publika, vse se je to verjetno čutilo. Vi ste bili pol sezone, potem prestop v Cibono. Najbrž tudi vaša velika želja, ko se je pojavila opcija Cibona iz Zagreba. Da, puno mojih kolega, mojih vršnjaka je puno prije dobilo šansu na klupi kao... Veliko mojih kolegov, vrstnikov je pred mano dobilo priložnost biti v vlogi glavnega trenerja. Sam sem tu bil v nekakšnem zaostanku. Toda tiste 3 sezone in pol v Sloveniji so me izšolale in te izkušnje so bile odločujoče, da je Cibona ocenila, da sem dovolj kakovosten, da sem kandidat. Bilo presudno da Cibona shvati da sam dovoljno kvalitetan da bi eventualno bio kandidat i nakon jednog Po enem izmed intervjujev, ko so menjali trenerja, pa sem dobil priložnost. Od tam dalje pa je šla karijera tako, kot veste tudi vi. Od tad karijera ide već onako kako vi znate. Praktično odlično. Kaj vam je, ne samo pomenilo, kaj vam je dalo sodelovanje z Zmagom Sagadinom? Vemo, da je marsikateri trener šel čez njegovo šolo, tudi igralci, ki so potem pristali v ligi NBA v Evropi, ampak tudi trenerji so imeli neko podlago za potem samostojno vodenje. Pa po mom nekakvom sudu, nakon svih ovih godina koliko sam ja u košarci kao pomoćnik i naravno kao prvi trener, mislim da je Zmago Sagadin Po vseh teh letih, kolikor delujem v košarki, lahko rečem, da mislim, da je Zmago Sagadin eden izmed najpomembnejših trenerjev z tega prostora. On je vizionar. Naj vam povem primer, da ko sem po vseh teh letih delal kot pomočnik v ligi NBA, in tam sem nekatere stvari delal tako, kot sva z Zmagom delala okrog leta 1999. Neverjetno je, da je nekdo toliko prej imel je vizijo, bil je velik delavec. Do danes nisem spoznal osebe, ki bi imela takšno osredotočenost v času treninga in v času priprave na trening. Veliko se je delalo, bilo je naporno. Toda te izkušnje in znanje, ki sem jih dobil v tistem obdobju, ne morem enačiti z ničemer. Zmago Sagadin ne samo, da je osvajal lovorike. Olimpija je namreč leto pred mojim prihodom osvojila mednarodni pokal. Bila je tudi zelo tekmovalna v Euroligi. Število igralcev, ki jih je on ustvaril, in način funkcioniranja sistema lahko 15-16 let kasneje prekopirate v katerokoli državo in boste uspešni. Danas možete to prekopirati 16-17 godina poslije u bilo koju zemlju, bit ćete uspješni. Vi ste bili zelo uspešni tudi v Ciboni, osvojili takrat hrvaški naslov, še ena odskočna deska več za Evropo, za evropske time. Potem je sledila selitev, bili ste v Rusiji, bili ste v Litvi. Letovo selitev verjetno tudi ena izmed zelo pomembnih recimo točk v vaši karieri. Rivalstvo z Žalgirisom, vi ste ga premagali.
Da, to je bila, samo da se vratimo malo na tu Cibonu. Mislim, da to drži, a najprej bi se vrnil na Cibono. Osvojitev domačega prvenstva ni imela takšnega pomena na mojo kariero. Najpomembneje je bilo, da je bila Cibona le korak do Eurolige. Bila korak do Eurolige, mi smo izgubili v play-offu smo izgubili šele proti Panathinaikosu, ki je kasneje postal prvak Evrope. Že sezono prej smo v Ljubljani osvojili evropsko lovoriko. In to je bilo zagotovo pozitivno za mojo kariero. Gdje se na neki način stara i nova Euroliga ujedinjuju i to je bio jako dobar nekakav marketing sve te utakmice za moju daljnju karijeru. Sad ste spomenuli Ljetos Ritas. Zdaj pa, če se vrnemo na Ljetos Ritas, ki ste ga omenili. Slovenski trener Tomo Mahorič, ki je tudi moj dober kolega, je takrat opravil sjajno delo. Mahoriča sem tudi sam nasledil in moram reči, da je tudi to ena izmed mojih najuspešnejših sezon. Povejte malce več o rivalstvu Ljetos Ritasa in pa Žalgirisa. Žalgiris je vseeno tisti korak spredaj, vedno imel večji stik z Evropo ali pa z Euroligo. Dakle, kroz sve ove godine u mojoj karijeri... V vseh teh letih profesionalne karijere sem delal v 9 različnih državah. Vse te države, z izjemo ZDA, imajo vsaj eno takšno rivalstvo na nivoju Ljetos Ritasa in Žalgirisa. Sve ostale evropske zemlje imaju jedno takvo rivalstvo na razini Ljetos Ritasa i Žalgirisa. Morda je tam rivalstvo večje kot v drugih državah, ker v Litvi ostali športi niso tako uspešni in popularni kot košarka. Košarka je tam šport številka 1 in zadeva, okrog katere se vse vrti. Košarka sport broj 1 i stvar oko koje se sve okreće. Biti prvak v Litvi in prvak Baltske lige je velika stvar. Imeli smo to srečo. Prevzel sem ekipo po Tomu Mahoriču in to je bil pravi stroj za zmage. Žalgiris nas je na 8 tekmah premagal samo enkrat. Mi smo zmagali 7krat in pobrali vse lovorike. Tomo Mahorič velja kot zelo analitičen trener, tako da verjamem, da je pripravil neke dobre smernice za naprej. Mogoče anekdot je verjetno ogromno iz vseh teh držav, lig, tekmovanj, kjer ste igrali. Ena zgodba kroži, da ste po treningih v Ljetos Ritasu vedno dejali, da morajo fantje, preden odidejo domov, zadeti 10 prostih metov zapored. Ne vem, če to drži oziroma v kakšni meri drži in da je en zelo pošten center Roberta Sevtoka takrat metal 3-4 ure, da je zadev 10 zapored in šele potem odšel domov. Svi mi treneri imamo neke Vsi trenerji imamo neke svoje anekdote oziroma momente, po katerih nas ljudje prepoznajo. Takšne zadeve se s časoma malce pozabijo ali se priredijo, da izgledajo bolj pompozne, kot so bile v resnici. Ampak taki ste jo omenili, kar drži. Ni šlo sicer za 10 zaporednih prostih metov, temveč za neko drugo vajo. Ni pa on nikoli ostal tako dolgo v dvorani, je pa ostal približno 45 minut ali 1 uro. Pošteno, tako kot je bilo potrebno vedno. Po Litvi je že počasi obdobje za Makabi, tista prva sezona oziroma prvo delovanje vaše pri Makabiju. Razlika med Makabijem takrat in Makabijem 10 let kasneje? Velika je razlika. Razlika je zelo velika. Dejal bi celo, da se Makabi od takrat in Makabi danes ne moreta primerjati. Takrat sem nasledil Pinija Gershona. V tistem trenutku enega izmed najuspešnejših evropskih trenerjev. On je takrat v 4 sezonah 3krat osvojil naslov prvaka Evrope. Generacija, ki sem jo nasledil, je bila najuspešnejša generacija Makabija vseh časov. Parker, Jasikevičius, Baston, a nažalost so ti takrat odšli. Ja, tudi mislim, da so bili vse 7. Pini Gershon je vedel, da je potrebno 3 lovorike nekako iztržiti nekje v Evropi. Zato se je mesto trenerja izpraznilo. Ne vem, ali veste to, da Ljetos Ritas je v tisti sezoni 2krat premagal Makabi. Tako v Litvi kot v Tel Avivu. Zato mi je Gershon s priporočilom veliko pomagal. Menedžment Makabija je njegovo priporočilo sprejel, sam pa sem prevzel klub. A bila je tudi oteževalna okoliščina. Vojna med Izraelom in Libanonom je bila na začetku. Bila je nekakšna kriza, zato igralci, ki smo jih želeli, niso bili pripravljeni priti.
Kljub temu smo prišli zelo daleč. Bili smo korak do nastopa na Final Four turnirju. Osvojili smo domače prvenstvo in to je bil maksimalni domet za tisto ekipo. Sam sem takrat stopil v velike Pinijeve čevlje. Mediji, navijači in vodstvo Makabija, vsi so menili, da mora biti klub vedno v boju za naslov prvaka Evrope. A to takrat ni bilo mogoče. To je ponos Izraela, ne? Razšli smo se na lep način in po 10 letih sem se vrnil v klub. Ta zasedba pa je zdaj potrebovala popolno spremembo, saj 3 leta zapored niso bili niti v finalu izraelskega prvenstva. To ni bila niti senca Makabija, ki sem ga vodil prvič. Do tega Makabija seveda še pridemo, ampak Nikola Vujčić je bil pa že takrat član vaše zasedbe, zdaj športni direktor v Makabiju. Tudi v reprezentanci je imel zelo pomembno vlogo, mislim, da ste ga imeli za kapetana celo. Drži, bil je kapetan reprezentance, ki sem jo sam vodil. Ja, tako da to sodelovanje z njim zagotovo zelo čvrsto. Zanima me še izbor tujih igralcev pri Makabiju. Vedno vidimo ogromno Američanov, 4, 5, 6, 7 Američanov, vsi nekako ali pa večina z judovskim poreklom, izraelskim potnim listom. Na kakšen način oni delujejo scouting, kaj je pomembno, ker zdi se, da včasih je to bolj pomembno kot kakovost igralca? Oni su na neki način prinuđeni. Oni so privajeni takšnega načina izbire igralcev. Ni to zato, ker ne cenijo ameriških igralcev bolj kot evropske. Makabi ne more plačati najboljših evropskih igralcev. To je zelo težko za ta klub. Po evropskih igralcih je seveda slučaj specifičen. V evropske košarkarje je potrebno veliko vlagati, kot je primer Luke Dončića v Real Madridu, kar pomeni, da ga je potrebno pripeljati iz Slovenije, vložiti veliko denarja, mu dati možnost, da se lahko talent razvije. Takšnih primerov v Evropi je veliko. Domači igralci v Franciji, Španiji, na prostoru nekdanje Jugoslavije, Litve so bistveno boljši od izraelskih igralcev. Zato so oni prisiljeni kupovati tuje igralce. Le tu in tam se jim posreči kakšen domači igralec, kot je bil Oded Kataš iz starejše generacije, kamor sodita še Guy Goodis in Gur Šefer. Večinoma so vsi njihovi uspehi povezani z ameriškimi igralci. In to je glavni razlog. Skautska služba sicer dela zelo dobro. Zdaj imajo vse informacije. A vkolikor bi imeli proračun tako visok, kot ga imajo Real iz Madrida, Barcelona ali CSKA, bi lahko tudi oni imeli tako kakovostne košarkarje. Oni imaju sve podatke i da postoji budžet jednog Reala ili Barcelone, CSKA, Makabi bi sigurno isto tako igrače. Ne vem, pravimo ponos Izraela. Kako lahko to kot trener Makabija v dveh obdobjih opišete? Zakaj ta ponos Izraela? Je to stik z Evropo? Je to kot klub, ki je pač osvajal evropske lovorike? Kaj to pomeni navijačem? Pa vrlo jednostavno je. To je zelo enostavno. Izrael v nobenem drugem športu ni tako uspešen, kot je bil Makabi kot klub. Na začetku je bil Makabi kot nekakšen državni projekt. Poleg tega pa Izrael ni v Evropi. Ta želja, da tekmujejo na evropskem nivoju in način, s katerim so prišli v Euroligo, je fascinanten od samih začetkov. Noben drugi športni kolektiv iz Izraela ni tako uspešen, zato ima tako zelo veliko navijačev, ki mu pravijo ponos Izraela. A danes Makabi ni edini klub, za katerega tam navijajo. Presenečeni bi bili, ko bi videli, koliko je navijačev drugih klubov. Ustanovili so se mnogi novi kolektivi. Hapoel Tel Aviv je velik rival, pa Hapoel Holon, ki je zelo spoštovan klub s svojo skupino navijačev. Zato vloga Makabija v državi ni več takšna, kot jo vidimo mi od zunaj. Iznenadili bi se koliko navijača imaju drugi klubovi, novi su se neki pojavili. Hapoel Jeruzalem postoji od uvijek, Hapoel Tel Aviv, to su veliki rivali, međutim jedan Holon je vrlo respektabilan klub sa svojom grupom navijača i mislim da pozicija Makabija u Izraelu nije onakva kakvu je mi gledamo izvana. Puno je teže.
prestop v špansko ligo, v Evropi verjetno liga, ki je zanimiva za vse trenerje, atraktivna liga, igra se hitra košarka, atraktivno Tauceramika z neko zelo dobro tudi napadalno opcijo, takrat ste imeli res zvezdniško zasedbo na nek način v Tauceramiki, tudi osvojili na koncu špansko prvenstvo. Kad sam malo prije na samim početcima ovog intervjua kazao... Kot sem že na začetku intervjuja dejal, je bil prihod v Slovenijo in sodelovanje z Zmagom Sagadinom prva velika stopnica v moji karieri. Druga pa je bila odhod v Španijo. Vmes je bilo sicer nekaj zelo pomembnih trenutkov, toda če analiziram kariero, bi dejal, da je bil odhod v Španijo druga pomembna stvar v njej. Kazao bi da je odlazak v Španjolsku. Imel sem to srečo, da sem prišel v ekipo, ki je razumela, kako se dan danes igra košarka, kako izbirati igralce, na kakšen način voditi klub. To je bila takrat Tauceramika. Shvatio šta se danas igra, kako igrati, kako selektirati igrače, na koji način organizirati klub. To je u to vrijeme bila Tauceramika. Imel sam sjajan roster. Imel sem sjajno zasedbo, sicer ravno po odhodu Luisa Skole, najboljšega igralca v zgodovini kluba. Bil je najpomembnejši za tisto ekipo in potem, ko je odšel Skola, smo morali spremeniti sistem, kar ni bilo enostavno. A takrat smo želeli povzdigniti Mirzo Teletovića in Tiaga Splitterja, poleg že poznanih igralcev, kot so bili Igor Rakočević, Pablo Prigioni, Zoran Planinić, Serhij Vidal, Pete Michael in ostali. Vidal, Pete Michael, uspjeli smo na kraju. MVP, mislim, da je bil Pete Michael na koncu finala, če se ne motim. Barcelono ste dobili s 3-0, uvrstili ste se kot četrto plasirana ekipa po rednem delu. Je danes možno, da nekdo, ki je četrti na koncu, osvoji špansko prvenstvo? Zdi se, da bistveno težje, sploh pa ne s 3-0. Da, mislim da smo mi u play-offu tad izgubili samo jednu utakmicu. Da, strinjam se, mi smo takrat v končnici izgubili samo eno tekmo. A ravno to je bilo bistvo, da ekipa v najpomembnejšem trenutku pripeljete v pravo formo in nam je to uspelo. Moram pa reči, da nikoli, ne prej, ne kasneje, nisem imel tako kakovostne zasedbe kot tedaj. Veliko je bilo ega, zelo veliko talentov, zelo veliko individualizma in veliko tudi problemov. Bilo je kar nekaj kriznih trenutkov. Prigioni in Vidal sta mi takrat krila hrbet pri predsedniku, ki je menjal trenerje praktično na pol sezone. Samo Duško Ivanović se je na trenerski klopi zadržal malce dlje. Svako pola sezone, ja bih rekao, jedino Duško Ivanović je bio taj. Moram biti iskren. Prigioni in Vidal sta me zaščitile na koncu, pa se je izplačalo tako zanjo kot za lastnika kluba. Takrat smo osvojili Superpokal. Igrali smo na Final Four turnirju Eurolige. Osvojili smo državno prvenstvo. Igrali smo v finalu pokala, ki pa nam ga je odnesel Ricky Rubio. Neven, pravite veliko ego v sami ekipi, izvrstni strelci Teletović, Rakočević. Kako ste uspeli prepričati igralce, da so igrali za ekipo? 34 tekem rednega dela, niti v enem krogu ni bil vaš igralec MVP kroga. Pa to je bit. To je bistvo vsega. Igralci dobivajo sugestije od svojih agentov. Ukolikor njihova statistika ni takšna, kot si jo agent želi, na svoje igralce seveda vrši nekakšen pritisk. Želi, da so bolj sebični, da razmišljajo o sebi in ne o soigralcih. In vse to je potrebno izolirati, odmisliti, umakniti, da bi imel dobro ekipo. Mojo ekipo so vedno sestavljale osebe, ki so imele podajo več. Zame je bil vedno uspeh, ko po koncu tekme vidim statistiko, v kateri 6 ali 7 igralcev doseže dvomestno število košev, skokov, podaj, torej da so vsi vključeni. Tega sem se zelo zgodaj priučil ravno od Zmaga Sagadina. Ko imaš v ekipi le enega igralca, ki je potrošnik žog, bo na njemu velika pozornost, porabil bo še več žog, kot bi jih sicer, zato da doseže svojih 20 ali 30 točk. Bolj kot gre sezona proti koncu, bolj je takšen igralec utrujen. Ostali njegovi soigralci pa niso pripravljeni, da bi prevzeli odgovornost in so, recimo temu, nekoristni. Ostali igrači neće biti spremni kako sezona odmiče, taj igrač postaje umorni, a ovi drugi igrači praktično beskorisni, jer nikad nisu bili u prilici. Nisu neki formi.
Mogoče od Ceramike samo še to, kakšen scouting imajo Baski, glede na to, da imajo zelo dobre navadno košarkarje iz Južne Amerike, iz Brazilija, Argentina, Urugvaj. Tu so vedno našli neke opcije. Oni imajo po meni najbolji. Po mojem mnenju bi lahko rekel, da imajo najboljši know-how. Vsi najboljši argentinski igralci, izjema je Manu Ginobili, so igrali najprej v Tau Ceramiki. Torej bili so pred ostalimi. So igrali v Tau Keramici. Oni su bili, ja bih rekao, ispred vremena. No, potem pa je že počasi bila opcija za odhod v Fenerbahče, v Turčijo. Turčija se zdi, da se je takrat odpirala evropsko, glede na proračun klubov, da so prihajali. Trenutno ob španski ligi, verjetno je turška liga in atraktivna za gledati in tudi po kakovosti teh klubov trenutno je više kot je bila takrat. Napravili smo jedan skok sa Tau Keramike na Fenerbahče između je... Naredili smo skok iz Tau Ceramike k Fenerbahčeju, a vmes sem bil še pri Valenciji, s katero smo osvojili Eurocup. Tudi to je bila ena izmed mojih najboljših sezon. Znova sem ekipo sestavljal na novo, pripeljali smo številne nove igralce. A 2 leti v Valenciji sta močno pomagali pri moji karieri in po osvojitvi naslova sem dobil ponudbo Fenerbahčeja. Takrat so želeli narediti korak naprej tudi v evroligaški konkurenci. In to nam je uspelo. To smo v prvi sezoni tudi naredili. V Euroligi in mislim, da smo to prvu sezonu napravili. Predtem Fenerbahče ni bil pomembna ekipa v Euroligi, bil je Ilker, bili so Tofaši, Efes je bil edini turški klub, ki je imel koračev pokal, se pravi neko evropsko lovoriko. Fenerbahče je šele prihajal, zdi se pred 8 leti. Ali odluka vlasnika. Odločitev lastnika Ilkerja, Murata Ilkerja in predsednika Fenerbahčeja, Aziza Yildirima, je bila najpomembnejša v zgodovini teh dveh klubov. Tako so od 2 povprečnih klubov dobili enega velikega, dobili so vojsko navijačev, vojsko sponzorjev. Nažalost je v moji drugi sezoni moral predsednik Yildirim končati v zaporu zaradi suma, da je sodeloval pri prirejanju in nameščanju nogometnih tekem. To je bil eden izmed najbolj dominantnih predsednikov, s katerimi sem sam deloval. Je oseba z neverjetno energijo. Današnji Fenerbahče je rezultat njegovega programa. Seveda je tu Željko Obradović, visok proračun kluba, kakovostni igralci, a ta projekt, ki danes žanje uspehe, se je začel že bistveno prej. Kvalitetni igrači, međutim, ovaj projekt je počeo davno prije. Dobro, zdaj smo že malce v tem aktualnem stanju same košarkarske Eurolige. Makabi z vami takrat ne najbolj enostaven začetek sezone, imeli ste ogromno gostovanj, imeli ste 2 domači tekmi z Realom in s CSKA-jem, če se ne motim, takoj na začetku. Nekaj težav s poškodbami, Wilbekin nikakor da ujame neko pravo formo. Če se ne motim, ste tudi zelo pozno prišli na neke prijateljske tekme kot ekipa, se pravi kot nek tim, ki je potem napadal Euroligo. Pa gledajte, ja sam kao trener kroz karijeru naučio raditi u bilo kakvim okolnostima. Skozi kariero sem se naučil delati pod različnimi pogoji, a takrat so bile razmere res nemogoče. Igrali smo 6 tekem v gosteh, samo 2 doma, pa še to proti Realu in CSKA-ju. Imeli smo težave s poškodovanimi košarkarji iz prve postave, kot so bili Wilbeck in Parko Black. Naj povem na kratko, vodstvo Makabija nima potrpljenja. Ne pravim, da je to slabo organizirana ekipa ali da ne vedo, kaj početi. Enostavno gre za prevelik pritisk nad lastniki kluba. V preteklih 3 sezonah so zamenjali 7 trenerjev, od tega 5 v eni sezoni in mislim, da je to podatek, ki pove veliko o sami organizaciji v klubu. Mislim, da do mog dolaska prije 2 godine Makabi je promijenio 7 trenera u 3 godine, 5 u jednoj sezoni. Dakle, taj podatak nešto govori. Međutim, ja sam presretan s obzirom na ovih 1,5 godina koliko smo Nikola Vujčić i ja... Kljub vsemu pa sem presrečen po tem letu in pol, ki sem jih preživel v Tel Avivu in ob Nikoli Vujčiću sva uspela izvleči največ iz nove ekipe. Zdaj, ko so vsi igralci zdravi in z novim trenerjem, ki nadaljuje, kjer sem sam ostal, bodo prišli do višjega nivoja. Če ne že letos, pa gotovo v prihodnji sezoni, to jim iskreno želim tudi sam. Ja, vi ste tudi ta rebuild ekipe pripravili v začetku lanske sezone, 12 novih igralcev. Skratka, zdi se kar nekakšen kaos za nekega velikana v Evropi. 12 igralcev, to je
Poglejte, v situaciji, ko zamenjaš 12 igralcev, res ni druge besede kot kaos. Druge riječi ni nema do kaos. Vprašam drugače, je bilo nujno, da se zamenja 12 igralcev? Kaj je tukaj v ozadju, zakaj je bil potreben ta rebuild? Zaradi teh neuspehov 3-4 sezon? Mogoče je to pitanje... Najbrž je to bolj primerno vprašanje za športnega direktorja. Sam sem prišel po 3 sezonah, ko Makabi ni igral v finalu državnega prvenstva. Prej pa sva govorila, da je to ponos Izraela. In to je bila katastrofa, da o neuspehu v evropskih tekmovanjih niti ne govorim. Odločitev, da se zamenja vseh 12 košarkarjev, je bila najbrž edina pravilna. To pomeni 2 domača košarkarja, ki morata biti na igrišču, in še 5 na klopi. Vse to smo morali obnoviti. Saj so bili predhodni košarkarji praktično že veterani. Poleg tega pa smo zamenjali še vse tujce. Morali ste i to obnoviti, jer ti svi igrači izraelski su na neki način bili veterani i morali ste sve Amerikance zamijeniti. Ocenjujem, da smo to naredili zelo uspešno. Pred letošnjo sezono ni bilo takšne spremembe, a smo jih vseeno zamenjali 6. Tudi tu je bil potreben čas, da se uigrajo, saj je bila prva postava z izjemo Parga povsem nova. Ko začneš sezono skoraj brez pripravljalnih tekem, skušaš ekipo uigrati z uradnimi tekmami, kar pa je najtežje. Menim, da je Makabi danes na poti, kot smo jo načrtovali. Zadnji mesec pa je bil z izjemo poraza proti Baskoniji več kot uspešen. Protiv Kahala Borala lagano su izgubili, ali zadnji mjesec je bio više nego dobar. Evo, stavili smo se tukaj malce okrog Makabija, ker je bila vaša zadnja ta služba. Podatek, ki je prišel v javnost o proračunu, torej o budžetih klubov, ne vem koliko je realno, koliko ni realno. Makabi naj bi imel tule nekje okrog 10 milijonov za prvo ekipo, za igralce. To je neko povprečje, mislim, da je 7., 8., 9. mesto po proračunu. Dejanska informacija, to drži, je to več, je to manj, je Makabi dejansko tule nekje v sredini? Pa mislim, da ta ocena drži, a zagotovo ni višja. Da li je 10 ili je 9 ili je 9,5, ali tu negdje. Tudi budućnost je menjala trenerja, menjali so ga marsikje v bistvu, in Himki, Gran Canaria, Darušafaka, 7 trenerjev od 16. To je skoraj polovico. David Blatt pravi, da je to preveč v Evropi. Tudi Željko Obradović je zdaj že dal izjavo, da se tudi njemu zdi, da bi morala biti neka konstanta. Amerika čisto drugače gleda na vse skupaj. Ampak kaj je potem problem Evrope? Samo management kluba ali dejansko to, da igraš skoraj podobno število tekem kot v NBA ligi, hkrati ti je pa vsako tekmovanje, v katerem igraš, zelo pomembno in ne smeš izgubiti v domačem prvenstvu, ker si najboljši, vsaj na papirju, ne smeš izgubiti v Euroligi, ker pač je to Evropa, ne smeš izpasti iz pokala vsaj do finala. Vsi ti, ki igrajo Euroligo, se pravi ogromno nekih težav, ki jih moraš tu reči. Evo, upravo ste odgovorili na to pitanje. Pravkar ste odgovorili že sami na to vprašanje. Vse, kar ste povedali, drži. Trener v Evropi ima tekom sezone vsaj 5-krat kritične trenutke. 5 puta ima nekih kritičnih točk. Razmišljanje v Evropi je neverjetno. V Ameriki pravijo big picture, videti veliko sliko. Pri nas pa to ne obstaja. Pa ni nič drugače v Španiji, v Izraelu ali v Grčiji. Povsod je enako. V Španjolskoj. Sam sem delal v večini teh držav in dobro poznam način, kako ti ljudje razmišljajo. Da bi našli zares dobrega trenerja, potrebujete veliko časa. Veliko je dobrih, a vi morate izbrati tistega, za katerega menite, da lahko izpelje vaš zastavljen program. In ko izberete trenerja, ste naredili šele 50%. Drugih 50% pa je, da ga v ključnih trenutkih podprete. Ukolikor že ima rezultate v svoji karieri in je kvalificiran, da opravlja to delo, potem ne morete po 7 tekmah dejati, da ni dober. To je enostavno nemogoče. Že podatek, da je od 16 klubov kar 7 evroligaških klubov v letošnji sezoni menjalo trenerja, je absurdno. To je nemoguće. Sam podatak da je od 16 klubova 7 zamijenilo trenera ove godine u Euroligi je absurdan. Imamo 4, 5, 6 klubov, ki so na meji play-offa, 7., 8. mesto ali pa 9., 10., 11. To je velika razlika na koncu.
letos tako izenačeno, kot še ni bilo recimo v preteklih 3 sezonah. Mogoče najprej vprašanje, je ta sistem 16 klubov, prihodnjo sezono celo 18, plan je, da se to vse skupaj širi. Dober sistem, kako gledate na to kot trener, z zaključnim play-offom in Final Fourom, in pa kako se ekipa sprijazni, če je 9., 10. za tisto eno zmago? Prvo pitanje... Naj najprej odgovorim na prvo vprašanje. Menim, da je to za Evropo najboljši možen način tekmovanja. Mislim, da je to najbolje dosad, što je Evropa imala. Zdelo se mi je neresno v preteklosti, da se 2 velika kluba med sezono nista niti srečala, pa smo potem dobili nekakšnega prvaka Evrope. U različitim grupama možda nikad ni ne sastanu. Tako kot je zdaj, pa je bolj pošteno. Moja želja je, da bi se Euroliga zaključevala s play-off sistemom vse do konca, ne s Final Four turnirjem. Torej, da bi se zaključevalo z izločevalnimi boji. To je edina možnost, da združimo kakovost evropske košarke, gledanost in sponzorje. Zato ne vidim drugega načina, kot je ta trenutek. Evropske košarke, gledanost, sponzore, inače ne vidim drugi put osim ovoga na kojem je trenutno Euroliga. A trenutno stanje na lestvici verjetno tiste ekipe, ki bi morali biti. Zdi se, da se je malce izkristaliziralo. Efes po nekaj sezonah vlaganja malce više, Gneča na sredini, pa realno tudi po budžetu najmanjše ekipe spodaj. Situacija na lestvici je realna. Najpomembno je, ali ima 13. klub zdaj eno zmago manj od 8. Vsi ti klubi se bodo do zadnjega kroga borili za končnico. Kar pa se tiče tako imenovanih bogatih klubov, kot so Real, CSKA, Fenerbahče, Barcelona, pa bodo po mojem mnenju zagotovo uvrščeni v končnico. 3 od vseh, ki sem jih naštel, bodo igrali na Final Fourju. Manjše presenečenje je Efes. Toda z vsemi vlaganji skozi leta je praktično moral priti čas, ko se tudi njim vse poklopi. Imajo dobro kemijo v moštvu, imajo dobrega trenerja, zasedbo in mislim, da so si zaslužili uvrstitev na visoko mesto, na katero so trenutno uvrščeni. Mislim, da so zaslužili mjesto koje imaju na tablici. Ogromno je potovanj v letošnji sezoni, ker je teh tekem več. Z 18 klubi jih bo še več. Mislim, dvojne tekme v enem tednu, se pravi te double week, kako to vpliva na pripravo, kako se trener, verjetno manj gledanja, morajo pomočniki več delati, manj gledanja videoposnetkov iz tekme od tekmo, domače prvenstvo, spet tekma. Meni je mojih 3 godine 3 sezone v NBA ligi so mi močno pomagale, da sem spoznal takšen način. Zame, zato to ni težava. Problem za trenerja Makabija so običajno potovanja, saj ekipa ne leti s čarterskimi leti. V Združenih državah Amerike je vse to drugače organizirano in sicer tako, da ne vpliva na 82 tekem rednega dela. Pri Makabiju sem jih imel lani 77 in to je bilo bistveno težje. Več časa smo zapravili na letališčih, tudi število letov je večje in to so oteževalne okoliščine. Evropa ima svojo željo, način in pot. Toda dokler se bo vse to postavilo na visok nivo, dokler bo vse to uspešno funkcioniralo in bodo trenerji lahko upravljali samo svoj posel, do takrat bo preteklo še kar nekaj časa. Večkrat ste se zdaj že navezali na to ligo NBA. Prvo recimo vprašanje, kakšna je bila vaša vloga pri Atlanti direktno? Eden izmed pomočnikov, spremljate zadevo znotraj, kje se vi vključujete, kje ste lahko imeli besedo, kdaj so vas vprašali za mnenje? Na kratko vam bom skušal razložiti, kako funkcionira NBA organizacija. Tam je glavni trener okrožen s 6 pomočniki. 3 so v prvi vrsti in 3 v drugi vrsti, poleg tega pa je še 5 videokoordinatorjev. Vsakega pomočnika podpira eden izmed videokoordinatorjev. Naloga pomočnika pa je, da se pripravlja na določene tekmece. Kot pomočnik sem skrbel za 5 NBA ekip in tako sem pripravljal samo tekme teh ekip. Odvisno seveda, odkot prihajajo, ali iz zahoda ali vzhoda. To je bila moja glavna vloga. Je pa veliko diskusij, veliko je sestankovanja.
tih 5 timova. Da li su na istoku, da li su na zapadu. Ako su na istoku, igrate 4 utakmice, ako su na zapadu, igrate 2 utakmice. Sam sem bil najstarejši v trenerski ekipi. Govorimo o eni izmed najmlajših trenerskih ekip, ki so tedaj delovale v NBA ligi. Ja sam tamo bio najstariji trener u stafu. Moje izkušnje so veliko pomagale pri sprejemanju nekaterih odločitev, ki niso bile povezane s samim vodenjem tekme. Odluka koje nisu vezane za samo vođenje utakmice. A v vsaki ekipi obstajajo določeni problemi, ki jih je potrebno reševati. Moje izkušnje so tu veliko pomagale. Znotraj trenerske ekipe pa so še 3 ali 4 trenerji, ki skrbijo za individualno delo. No, to ni bila moja zadolžitev. Isto tako unutar trenerskog stafa imate 3, 4 trenera koji rade individualno sa igračima na parketu. Taj dio posla ja nisam radio. Koliko časa bi trajalo, če bi z balkansko mentaliteto recimo prišli na trening v ligi NBA in skušali uveljavljati neko svojo avtoriteto? Koliko časa bi vas tolerirali tudi sami igralci, preden bi se sindikat igralcev znotraj ekipe obrnil proti vam in bi vas malce umirili in rekli, to pa pri nas tako ne funkcionira? Kaj takega bi bilo možno samo v teoriji, sicer pa je to nemogoče. Ukolikor pridete v situacijo, da bi bili NBA trener, bi že prej vedeli vse o tem, kako se tam dela in kako je dovoljeno delati. Zagotovo bi bil to problem, a v praksi je to pač nemogoče. Tako da, kad teoretski tako pričamo o tome, sigurno bi bilo problema, ali u praksi je to zapravo nemoguće. Ako vas je neko stavio da budete prvi head coach jedne NBA ekipe, onda je zapravo ta situacija nemoguća. No, omenili ste koliko je vseh pomočnikov, video koordinatorjev, potem pa slišimo laično iz ulice, v NBA ligi to je samo tekanje gor in dol, nerezonski meti, nihče ne igra obrambe, 120 točk na vsaki tekmi. Dejansko stanje, jaz sem prepričan, da se pogledajo posnetki, da se igralcem razloži, kam gre Luka Dončić, step back v levo, vse se to ve, pa nikakor v nekem realnem stanju po televiziji. To ne izpade, kot da se igra obramba, sploh če 2 dni prej gledamo Euroligo recimo. Pa moram biti iskren da vam kažem. Moram iskreno povedati, da me je takšno evropsko razmišljanje v preteklosti precej živciralo. Danes se temu samo nasmeje. Koliko NBA vlaga v analitiko, v statistiko, v razne programe za pomoč. Samo en računalniški sistem za pomočnika trenerja v NBA ligi stane $10,000. Sam sem delal s programom, ki ga uporabljajo ustvarjalci filmov. Dela v Evropi in dela pomočnikov v Ameriki se ne da primerjati. Pri Makabiju smo po mojem povratku malce napredovali, a nivoja, ki ga ima Liga v Združenih državah Amerike, mi tega tukaj enostavno ne moremo doseči. To se ne da usporediti. Malo smo to unaprijedili kad sam ja se vratio u Europu, kad sam došao u Makabiju, ali vi jednostavno ne možete nikako postići taj nivo u Europi koji Amerika ima. Vašim kolegom na Sportklubu Hrvaška sem pred časom povedal, da ima ena knjiga o napadu NBA moštva približno 100 strani. In ta me je pričakala, ko sem prvič prišel v Atlanto. Veliko se dela na taktiki. Vsak trener o tem razmišlja. Sestanki pa nikoli ne trajajo manj kot 2 ali 3 ure in na njih se analizira praktično vse. To so ure in ure gledanja, razmišljanja, brainstorminga. Zato so mi danes te pavšalne ocene iz Evrope, milo rečeno, smešne. Da te paušalne ocjene koje nekad se daju u Evropi danas su mi smiješne, ne ljutim se više. Še malo povezave z lige NBA in pa evropske košarke. Tista negativna, GM Baskonije, Felix Fernandez je pred dnevi dejal, da two-way kontrakt, da je nekako tržišče v Evropi razmajal, da mu škodi na nek način. Pojavljata se tudi nova trga za te košarkarje, ki ne uspejo med 12 v Ameriki, se pravi Kitajska, Japonska.
počasi tudi že arabski polotok s Kuvajtom, recimo za tiste igralce, ki bi igrali v Eurocupu na nek način. Se strinjate s to izjavo oziroma kako gledate? Apsolutno se slažem. Ja nisam pročitao, ne znam. Apsolutno se strinjam. Nisem je sicer popolnoma prebral, zato ne vem natančno, kaj je izjavil. To, da Evropa ni več druga v vrsti. Zdaj so pred njo NBA pa tako imenovani two-way contract in Kitajska. Tudi to pomeni, da je Evropa četrta v vrsti. Potem si seveda najprej igralce izberejo CSKA, Fenerbahče, Real in Barcelona, šele potem vsi ostali. Mike Budenholzer je bil glavni trener v timu, kjer ste bili prej v Atlanti. Celoten stav razen vas se je preselil v Milwaukee, letos super sezona z Antetokounmpom na vrhu praktično vzhodne konference. Vam je kaj žal, da niste ustrajali, da niste ostali oziroma zakaj ste se odpravili nazaj? Je bila opcija, da bi z njimi šli naprej? Da, naravno da je bila opcija. Ja sam imao ugovor kad sam napustio Atlantu. Seveda je obstajala možnost, da ostanem, saj sem ob odhodu iz Atlante še vedno imel dogovor za naprej. Vedel sem, da bo Mike Budenholzer zelo verjetno odšel iz Atlante, saj so se pripravljali na popolnoma novo zasedbo na spremembo igralskega kadra, s čimer se on ni strinjal. In vedel sem, da je Milwaukee zelo zainteresiran zanj. A danes ne morem reči, da mi je žal, saj sem imel dogovor z Nikolo Vujčićem in Maccabi je bil zame velik izziv. Sam sem bil večino kariere glavni trener. Naša naloga pa je bila, da zamenjamo 12 igralcev in poskušamo vrniti Maccabi na stara pota. Po letu in pol pa lahko rečem, da imamo kaj videti in da smo na to tudi ponosni. Ni mi žal, hkrati pa čestitam Budenholzerju in vsem trenerjem za uspeh. Sjajno delajo, v kar sem se prepričal tudi sam, saj sem jih obiskal. Njihov center, recimo, odlično igra na liniji za 3 točke. Sjajno su to odradili. Ja sam sad nakon razlaza s Maccabijem posjetio Milwaukee, vidio sam kako to izgleda izbliza, malo sam pogledao taj sustav s kojim sad Brook Lopez kao centar igra na perimetru, tako da je bilo vrlo interesantno. Tu se dosti spremenila verjetno igra v Ligi NBA, glede na to, da centri zdaj mečejo za 3 točke, da so Antetokounmpo kreator igre, ni več takšnega načina, kot ga trenutno igrajo košarkarji Milwaukee, ostali ne morejo slediti. Ostale ekipe sicer igrajo z visokim tempom, ampak takšen je pač stil v NBA. Ekipe igraju sa pace, znači sa velikom tempom. Da. To je stil NBA. Pa pick and roll nizkih igralcev, ki postavljajo bloke, recimo Milwaukee tu izrazito. Imate jako puno opcija. Zelo veliko možnosti je za razmišljanje izven okvirjev in ustaljenih praks. Ko spremljate NBA ligo, lahko vidite veliko inovacij. To, da center igra permanentno na trojki in odpira Antetokounmpu igro 1 na 1, to je neobranljivo. To, kar počne Brook Lopez, je delo edinega centra v ligi, ki ima več metov za 3 kot za 2 točki. To igra sad samo Milwaukee, jer mislim da je to jedini centar u NBA-u koji ima više od dvostruki broj pokušaja šuteva za 3. Nasplošno liga NBA postaja, oziroma je igra bolj igralcev kot trenerjev. Javnost, superzvezdniki so igralci. Harden ima 40 metov na tekmo. LeBron James je zgodba zase. Janis nezaustavljiv, praktično počne vse, kar želi po igrišču. Kako ste to zadevo spremljali, ker v Evropi je pa trener tata mata, ne? Pa gledajte, ja ne bi to generalizirao. Ne bi posploševal. Kolikor v NBA nimate vrhunskega trenerja, vam nič ne pomagajo niti LeBron, Harden ali Duncan. Kombinacija vrhunskega trenerja in vrhunskih igralcev, to je tista kombinacija, ki je San Antonio, Lakersom s Philom Jacksonom, Chicago s Jacksonom prinesla rezultate. Seveda pa ne morete prodajati majic z napisom Mike Budenholzer ali Greg Popovich. Še naprej mora na dresih pisati LeBron, Tim Duncan, Antetokounmpo. Zato je NBA liga igralcev, saj so prihodki z tega naslova večji. A brez vrhunskega trenerja pač ni vrhunskih rezultatov. Jako puno se novca radi oko njih i oni su naravno bitni. Međutim, ako nemate vrhunskog trenera, nećete imati vrhunski rezultat. Že nekaj časa se vrtimo okrog tega vprašanja, pa
pa sem se vedno domislil nekega drugega. No, zdaj končno preskočim malo na to Atlanto, v smislu tega, da se je lani poleti v Sloveniji pojavljala Atlanta v medijih, predvsem zaradi prestopa oziroma tretjega pika na draftu. Izbrali so Luko Dončića in potem takoj trade za Traeja Younga, se pravi tretji in peti pik, menjava. Pravijo, da je prišlo skoraj da 5-12 do tega ključnega dogovora. Predvidevam, da ste še takrat, ko ste vi bili, tudi spremljali te mlade evropske košarkarje, da so vas vprašali najbolj za kakšno mnenje, ne samo za Luko, tudi za vse ostale. Kako se je vse skupaj dogajalo, mogoče v ozadju, v smislu, za koga se na koncu odločiti? Pa eto, ako ikad budete u prilici... Če boste imeli kdaj priložnost, poglejte, kako poteka noč drafta z zornega kota pisarne kluba. Pa naj bo to Dallas, Atlanta ali katerikoli drugi klub. Da li je to Dallas, da li je to Atlanta ili bilo koji drugi. V Portlandu imamo Lojzeta Milosavljevića, mogoče to še najboljša opcija. Portland, ali dobro, imamo dosta otvorenih vrata, pa to možemo pomoći. Ali to je nešto šta ja to je nekaj, česar sam do takrat v karieri nisem nikoli videl. V Evropi namreč tega ne poznamo in sam prej tega nisem nikoli spremljal. Šele po mojem aktivnem delovanju v Ligi NBA sem bil prisoten tudi na draftu. Samo igralci in klubi, ki so lottery pick, imajo možnost biti prisotni v New Yorku. Ostali klubi, ki te možnosti nimajo, pa draft spremljajo iz posebnih pisarn, kjer so prisotni še lastniki klubov, navijači, skauti in trenerji. Vse to je zelo zanimivo. Na mizah namreč brnijo telefoni in ta trade se je zgodil, kot ste dejali, 5 minut pred 12. U drugom redu su treneri, tako da je to onako vrlo interesantno, imate jako puno tih telefona po stolovima i zapravo ovaj trade se desio upravo tako kako ste rekli. Kot navijač in kot košarkarski trener tega nikoli ne bi naredil. Kar se mene tiče, bi bil Luka Dončić danes v Atlanti. Generalni menedžer Atlante pa se je odločil za to menjavo, za katero pa ne moremo reči, da je bila napaka. Trae Young je sjajen igralec in talent. A tega, kar danes kaže Luka, ni mogel predvideti nihče. Zaradi tega smo lahko presrečni. Saj je eden izmed košarkarjev, ki se v Evropi rodijo enkrat na 100 let. Spada med športnike, ki na novo definirajo svojo panogo. Gre za talenta neverjetnih razsežnosti. Morda bo postal celo največji evropski košarkar vseh časov. Spada među ljude koji mijenjaju sport. Sam pogosto pravim, da niti Michael Jordan ni bil izbran kot prvi na naboru. Zelo težko je zadeti igralca. Sam pa poznam filozofijo direktorja Atlante Hawks, ki ima raje atletske in hitre tipe igralcev. Težko je včasih predvideti, kako se bo igralec iz Evrope prilagodil na Združene države Amerike in odzval v Ligi NBA. Vrlo teško je pogoditi. Znam filozofiju generalnog menadžera Atlante Hawks koji više traži atletizam, brzinu. Teško je nekad prenijeti sve ono što igrač radi u Evropi, u NBA. Tako da ima vse neko logiko v zadnjem? Ima logiku. Vse to je logično. Meni, da mu tudi lastniki kluba tega niso zamerili. Sestavlja ekipo mladih in dobrih igralcev, a osebno tega ne bi nikoli naredil. Zadnji transfer v Dallas, Kristaps Porzingis, veliko so dali zanj New Yorku, tudi 2 naslednja pika iz prve runde. To pomeni, da gre Dallas all-in s Kristapsom Porzingisom, ki sicer v zadnjem obdobju ni igral zaradi poškodbe, in z Luko. Juče sam ja dobio tu, odnosno prekjuče navečer. Predvčerajšnjim sem dobil to informacijo strani enega izmed direktorjev klubov v Ligi NBA in zame je bil to velik šok. Toda menedžerji, asistenti in ostali tam niso naivni. Zadaj za to menjavo stoji še nekaj. Sam sem košarkarski fanatik in prišel bom do pravih informacij, zakaj se je to zgodilo. Zame pa je bilo to res veliko presenečenje.
doći do tih pravih informacija zbog čega se to desilo. Za mene je to veliko iznenađenje. V prihodnjih dneh bomo lahko spremljali, kdo bo dobil pozitivno in kdo negativno oceno. Kdo je torej v tej menjavi iztržil več? A danes se zdi, da je Dallas naredil fenomenalen posel. Izgleda, kot da je Dallas naredil posel, za katerega prej ne bi vedel, da bi se sploh lahko zgodil. A New York ima tudi svoje argumente. Potrebujemo samo še nekaj časa, da vidimo, kakšni so. New York sigurno ima svoje argumente i treba će nam malo vremena da vidimo koji su to New Yorkovi. Še za konec, Neven Spahija, kaj ostaja odprto? Naslov Eurolige, povratek v NBA, mogoče kot glavni trener, kaj drugega, kakšna druga želja? Pa to je zapravo jedini trofej koji ja u svojoj karijeri To je torej edina lovorika, ki jo v svoji klubski karieri še nisem osvojil. Ali bom imel kdaj priložnost slaviti v Euroligi, ne vem. Še naprej imam željo delati v košarki, energija in način gledanja na košarko sta ista kot prvi dan. Težko verjamem, da sem veteran med trenerji, da imam toliko let za seboj, a takšna je resnica. Bomo videli, kaj se bo zgodilo skozi čas. Trenutno sem prost trener in tisti, ki morajo to vedeti, to vedo. Ali bo karijera nadaljevana v Združenih državah Amerike ali v Evropi, to pa bomo videli. Da li će to biti Amerika, da li će to biti Evropa, vidit ćemo. Super, hvala lepa. Hvala vam.